Jaz sem se že dvakrat upokojil in prve 3 mesece je super, rečeš, to je pa nekaj najboljša odločitev. Potem naslednje 3 mesece ti začne postajati malo dolgčas in razmišljaš, kaj pa malo spremljaš, pa malo gledaš okoli sebe, kaj še kakšne zanimive stvari, ki bi se jih dal početi, in zdržiš pol 6 mesecev. Nisem pristaš tehnične analize, poznam osnove, ampak se mi zdi, da je preveč simplistično gleda na trge in išče neke enostavne rešitve oziroma odgovore na to, kam bo šla cena. Še vedno sem mnenja, da so pač kriptovalute neka največja piramidna shema v zgodovini človeštva. Res ni nič zadaj, razen želje vlagateljev, da svoje prihranke naložijo v nekaj, kar se ne da razvrednotiti s tiskanjem denarja. Vse, kar imaš, je upanje oziroma predvidevanje, da bo nekdo drug kasneje bil pripravljen to kriptovaluto od tebe kupiti po višji ceni, kot si bil sam. Samo paranoični preživijo v tem našem poslu. Na eni strani moraš stalno razmišljati, kaj gre lahko narobe, na kakšen način gre lahko narobe in kakšna bo posledica za tvoj portfelj. Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes imamo odličnega sogovornika, Boštjan Bandelj iz Belektrona. Mislim, da ga večina pozna kot multimilijonarja, ki je pogosto na lestvici najbogatejših Slovencev. Malo se bova dotaknili seveda Belektrona, predvsem se pa dotikava njegove strategije investiranja. Je pač kar hitro zgodaj spoznal v bistvu ta svet investiranja in pa tudi določene inštrumente. To boste pa slišali potem v nadaljevanju. Epizoda je primerna tako za tiste, ki ste že aktivni investitorji, kot tisti, ki šele začenjate s tem. Tako da ste vabljeni, da prisluhnete. Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja@money-how.si. Preden gremo na epizodo, vas seveda vabim na naš dogodek Psihologija denarja. Skupaj z Denisom Avdićem pripravljava pač ta dogodek. Povabila sva posebnega gosta, in sicer avtorja bestsellerja uspešnice Morgana Housela, Psihologija denarja, The Psychology of Money. Mislim, da je tukaj zelo veliko bogatih in dragocenih lekcij. Tako da ste vabljeni, da pridete na naš dogodek v Hali Tivoli 19. oktobra. Pa še ena zadeva, mislim, da dogodek ne bo klasičen dogodek. Jaz temu pravim, da bo to doživetje. Tako da mislim, da vam ne bo žal, če pridete na takšen tovrsten dogodek skupaj tudi s svojo partnerko, partnerjem. Gre za mogoče lahko tudi kot nekakšen finančni zmenek. Hkrati se mi zdi pa, da je še ena dodana vrednost, in sicer knjiga, ki jo bomo napisala oziroma jo piševa z Denisom Avdićem, in sicer na temo investiranja. On ima zelo bogate izkušnje tudi s tem področjem in pa z dobrodelnostjo, pa tudi jaz pač z nekimi osnovami investiranja. Tako da napisala bova knjigo Zasluži, investiraj, ponavljaj. Ta ponavljaj je bistvo, pač potrebno je biti vztrajen, potrebno je biti potrpežljiv, potrebno je imeti jasno zastavljeno strategijo, in to boste tudi danes v epizodi slišali, pač nič ne pride, tako da treba imeti jasno zastavljene cilje, načrte, narediti treba domačo nalogo. In mislim, da bo tudi Morgan Housel zelo tak super sogovornik, ki mislim, da da motivacijo za to, da se premaknemo iz cone udobja ali pa da skočimo v nek svet, ki nam je mogoče v tem trenutku tuj. Vabim vas, da pač se prijavite na naš dogodek 19. oktobra, pohitite. Če želite ujeti cenovno ugodne karte, te so skoraj da že pošle. Tako da to je to. Zdaj pa prijetno poslušanje res odlične epizode. Boštjan Bandelj, dobrodošel na podcastu MoneyHow. Živijo, Marja. Živijo. A bova kar začela z temi milijoni, ki so jih izračunali na reviji Manager. 324 milijonov evrov naj bi bilo lansko leto vredno tvoje premoženje. A si mogoče kaj komentiral te ocene, pa kadarkoli kar v bistvu obstaja ta lestvica in si bil uvrščen na lestvici? Moje premoženje je itak v veliki meri pač premoženje oziroma ocenjena vrednost mojih podjetij, kjer sem lastnik oziroma ustanovitelj. In ta vrednotenja so vedno pač stvar neke ocene. Prava vrednost se pač pokaže, če to podjetje prodaš. Jaz teh podjetij, ki jih imam, trenutno ne prodajam, tako da je ta ocena oziroma ta vrednost to, kar je, pač nek članek oziroma ocena nekega analitika, tvojega novinarskega kolega. Sem pa pač ponosen, da me je pač v vseh teh letih
podjetniške kariere, sem zdaj teče 17. leto, praktično iz nič uspelo zgraditi ali pa sodelovati pri kar nekaj zelo uspešnih podjetniških zgodbah. A se spomniš, ko sem te klicala pred ne vem kolikimi leti, ko sem te uvrstila na lestvico Mladi milijonar? A veš, da se Pa si res, pomislila, nisem to takoj pomislil, ampak zdaj, ko si mi rekla, se spomnim. Ja. Vem, da so me takrat uvrstila, pa sem bil star, mislim, da že 40 let ali pa nekaj takega, pa sem rekel, halo, jaz malo nisem več. česim. Ja. Ja, ni bilo veliko kandidatov, pa Ljudje se dala odgnati, no, tako da sem pa rekel, sem pa pomlajšala vse, sem rekla, le gremo na 45, pa kar bo, pa bo. Čeprav zdaj se mi zdi, da bi se dal ja, ne kar hočem se sam reči, da sem se pač v podjetniške vode spustil mogoče relativno pozno. Ne. Jaz sem podjetje prvo ustanovil, ko sem bil star 33 let. Ne. Tako da mi je takrat godilo, no, da smo uvrstili na to lestvico. Čeprav mogoče po nekih objektivnih kriterijih nanjo nisem najbolj pasen. Saj nima veze. Imaš titulo. Mladi milijonar, poleg pa seveda resne lestvice na ta pravi milijonarji, ne. Ej, kaj sem hotela, rekel si, da si pri 33 letih naredil svoje prvo podjetje. Ti si bil redno zaposlen pravzaprav v nekem državnem podjetju in potem si dal odpoved. A lahko mogoče opišeš, kaj se je takrat dogajalo? Idejo si verjetno imel že izoblikovano, kaj boš počel? Ja, mislim, jaz sem imel že od malih nog to vlagateljsko žilico. Ne. Sem že pač v osnovni šoli sem takoj, ko so bili ti mediji, ko so postali na voljo, jih začel pač redno prebirati. Takrat pač še ni bilo interneta, ne, niso bile informacije tako na voljo pač na vsakem koraku, kot so danes. Ne, ker še drug problem, ki jih je preveč. No, takrat se bo treba boriti za te informacije, Gospodarski vestnik, potem Finance, tvoj prvi časopis in tako naprej. Takoj, ko se je Slovenija osamosvojila, ko so začele tržne reforme, ko se je odprla Ljubljanska borza, me je to neizmerno zanimalo in sem pač že kot 15-letnik želel sodelovati, tudi aktivno se lotil investiranja. Ne. Po končani elektrotehnični fakulteti, magisteriju, pa tudi ekonomski fakulteti, sem se zaposlil v holdingu Slovenske elektrarne, kjer sem sodeloval takrat od začetka pri postavljanju te trgovalne infrastrukture. Skratka, takrat se je vse iz nič postavljalo na novo. V tem podjetju sem delal 7 let, naredil tudi kar lepo kariero, ampak po 7 letih sem pač začutil te izpone delovanja oziroma zaposlitve v državnem podjetju. Ne. Rekel sem, tukaj si ne vidim tukaj svoje prihodnosti, da bi pač ostal do pokoja. Ne. Jaz želim se poskusiti v podjetniških vodah. Dal sem odpoved, ne da bi imel neke jasne cilje, v kaj me bo potegnilo, oziroma najprej je bila ideja, da bom se ukvarjal z upravljanjem premoženja. Skratka, da sem ta moj hobi, ki sem ga pač negoval od malih nog, probal pač udejanjiti skozi neke podjetniške zamisli. Ne. Tako da Delektron je bil ustanovljen leta 2008 in takrat sem ustanovil tudi en manjši pač naložbeni sklad, ki sem ga začel upravljati. Potem se je pa pač po enem letu se je začelo pač to trgovanje z emisijskimi kuponi. Videl sem, da se v Sloveniji s tem nihče ne ukvarja, da znanje med podjetji, ki so bili uvrščeni v to shemo, praktično ni. Sem rekel, bomo to začeli početi še zraven. In tako se je ta zgodba začela. No. Potem po 3 letih sem ugotovil, da je prav to področje emisijskih kuponov izjemno obetavno. Pač zelo močno se je razvijalo, ne v Sloveniji, ampak na celotnem evropskem nivoju. Ni bilo nekih uveljavljenih močnih igralcev takrat na začetku in to je pomenilo kar lepe poslovne priložnosti. In takrat sem vse te ostale dejavnosti zaprl in podjetje Belektron se je specializiralo 100% trgovanje z emisijskimi kuponi. Ne. Prej sem pa tudi malo svetoval na področju surovinskih trgov, trgovanja s surovinami, upravljanja s tveganji in takimi stvarmi. Razvil sem tudi en software za modeliranje cen električne energije. Skratka, po ustanovitvi podjetja sem probal kar ene par teh poslovnih idej.
udejanjiti, no, pol se je pa po par letih izkristaliziralo, kaj ima največ smisla in v čem lahko res naredim največjo zgodbo. Se pravi, malo si eksperimentiral. Ja, absolutno, ne. Veliko stvari me je zanimalo, vedno sem po svetu hodil z odprtimi očmi in pač, ko sem videl neko priložnost, malo seveda raziskal, ne, sem rekel, dajmo to probati se lotiti, ne, ampak potem se po neki metodi poizkusov izkazalo, kje pač je najbolj perspektivno področje. Se pravi, od leta 2008 Belektron si ustanovil, takrat je bila finančna gospodarska kriza. Ima to kakšne veze, so bili slabši rezultati na skladu, ki si ga upravljal? V bistvu jaz sem sklad takrat ustanovil in začel trgovati 14 dni, preden je Lehman Brothers propadel, ne. Tako da štartal sem to mojo upravljalsko kariero zelo optimistično, ne, z idejami in pač z neko vizijo, ne, kako bom jaz uspešen na podlagi mojega track recorda iz preteklih let. In pol je bil hladen tuš. Prvi mesec mislim, da sem imel 12% minusa, ne. Ampak pač to me ni pobilo, hitro sem se pobral, pač trdo delal, res to, takrat so bili tako kar naporni meseci mojega življenja, pač skoraj ni bilo spanja, ne, po 16 ur na dan za računalnikom. Trgi nikoli ne spijo, sploh v času take izredne dinamike, a ne, sploh če si še odgovoren za neka sredstva tretjih vlagateljev, je ta odgovornost res kar težka, a ne. Tako da ta začetek je bil zelo težek, no, ampak potem sem v 3 letih uspel zelo hitro te izgube nadoknaditi in po 3 letih je ta moj sklad beležil približno 100% donos po vseh stroških, a ne, na kar sem še vedno zelo, zelo ponosen, ne. Kar se pa tiče trgovanja z emisijskimi kuponi, ne, je pa dejstvo, da pač, kakor sem rekel, z njimi sem začel trgovati, prvi poskusi so bili v letu 2009 in leto 2009 je bilo res bolj kot ne tipanje, ne, na tem področju. Je pa bilo zanimivo, kot sem prej povedal, slovenska podjetja, ki so bila vključena v to shemo, ne, in na začetku je bila praktično dodelitev celotna za industrijo brezplačna, ne, so dobila te kupone na svoj račun, ampak večina njih sploh ni vedela, kaj to je, da to sploh imajo. In sem v bistvu začel to svojo poslovno pot na način, da sem klicaril uprave, finančne direktorje ali pa direktorje teh podjetij in razlagal o teh kuponih in jim ponudil kot možnost, da lahko s prodajo teh kuponov zelo hitro pridejo do likvidnih sredstev, no. In takrat marsikdo je bil zelo začuden ali pa nejeveren, no, ampak mi smo takrat gradili na tem, da smo posel realizirali in nakazali denar v istem dnevu, a ne, kar je bilo v tistih časih likvidnostnega krča za marsikatero slovensko podjetje zlata vredno, no, in smo marsikateremu podjetju rešili na ta način likvidnost in tudi obstoj. Tako da ja, tudi na tem področju je ta gospodarska kriza igrala neko vlogo, je pa vedno tako pri podjetništvu, a ne, pač živimo v zelo dinamičnem, globaliziranem svetu, stvari se zelo hitro dogajajo okoli nas, a ne, in mislim, da je ena glavnih podjetniških pa tudi vlagateljskih kvalitet, da si sposoben spremljati stvari, ki se dogajajo okoli tebe, pa tudi hitro odreagirati na njih. Ampak ti si izkoristil priložnost, gospodarska kriza je ponujala neke priložnosti in ti si to izkoristil, ne? Pa tudi v bistvu, ko si rekel, da si začel par mesecev, oziroma par tednov, preden se je Lehman Brothers zgodil, to je v bistvu bilo super, a ne, saj si potem lahko kupoval s 60% popustom, ne, na začetku svoje naložbene poti, na neki način, ne. Ja, takrat se ni zdelo zelo super, ne. Ja, ne vem, da se ni zdelo. Svoj portfelj sem sestavil 2 tedna pred tem kolapsom, ne, in potem je v 2 dneh vse padlo, ne, tako da takrat se mi res ni zdelo to zelo super. Ampak kot pravim, ne, vedno ima vsaka stvar v življenju in v poslu ima 2 plati, a ne. Pač po eni strani prinaša tveganja, po drugi strani pa tudi poslovne priložnosti in pač na podjetniku je, kako zna pač situacijo obrniti v prid svojega podjetja. In v teh hitrih spremembah znati prepoznati priložnost. S katerimi inštrumenti si pa trgoval?
takrat leta Um, ja, moj 2008-2009? sklad takrat je bil usmerjen oziroma specializiran za surovinske trge. Mene so surovine, predvsem energetika, že od nekdaj zanimale, tako da na tem področju sem ogromno stvari prebral, tudi ogromno analiz sam naredil. No, tako da takrat sem se usmeril na surovine, ampak v smislu take relativne trgovalne strategije, da sem primerjal relativno vrednost surovin in proizvajalcev te surovine in potem iskal neke take relativno trgovalne priložnosti, ne. Skratka, če sem kupil enega, ne vem, proizvajalca ali pa rudnik bakra, sem po drugi strani prodal terminsko pogodbo na baker, ne. Isto pri recimo nafti ali pa zemeljskem plinu, a ne. Skratka, nisem šel in tudi danes nisem pristaš nekih takih, absolutnih, trgovalnih strategij v smislu: "Aha, tole bo šlo gor, zdaj pa dajmo kupiti, ne, ali pa tole bo šlo dol, zdaj pa dajmo prodati." Ampak, raje iščem take, relativne trgovalne priložnosti, tako imenovan ta mispricing, a ne, kjer ena stvar je vrednotena tukaj, druga stvar tu in jaz vidim, da je ta razlika prevelika ali pa premajhna in potem, igram pač na to diskrepanco oziroma na zmanjšanje teh odstopanj, a ne, na neki, krajši, srednji ali pa tudi dolgi rok. A se pravi, uporabljaš tehnično analizo pri svojem trgovanju? Ne, praktično nič, nisem pristaš tehnične analize, poznam osnove, ampak se mi zdi, da je preveč simplistično, gleda na trge in išče neke enostavne rešitve, za to oziroma odgovore na to, kam bo šla cena. Jaz vidim svet veliko bolj kompleksen, in veliko več pozornosti polagam na fundamentalno analizo, predvsem pa na ta širši globalni pogled, malo bolj strateško dolgoročen, kam gredo trendi, gospodarski, politični, in to potem se vedno hitreje odraža tudi na cenah, tako surovin kot ostalih finančnih inštrumentov. A danes tudi, si predstavljam, zelo aktivno spremljaš dogajanje, geopolitiko in pa surovinske trge, si predstavljam, ne? Ja, izjemno aktivno, praktično to je, bi rekel, vsaj tretjina mojega delovnega dneva. Sploh v takih razmerah, kot smo danes, ne, ker danes je 16. marec, pač vidimo, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu in to ima in bo imelo izjemne posledice, za slovensko, evropsko, globalno gospodarstvo in tudi finančne trge. A pa tudi trguješ, ne vem, s surovinami danes, recimo, ne vem, nafta, baker si omenil. Tako bom rekel, kar se tiče nekega tega osebnega investicijskega portfelja, a ne, to sem pred, par leti, zaprl, ker pač je bilo preveč enih, signalov, obremenitev in dela in sem svoj osebni portfelj, pač prepustil v upravljanje profesionalcem. Kar se pa tiče, mojega delovanja v mojih podjetjih, pa še vedno da, ne. Se pravi, podjetje Belektron trguje z emisijskimi kuponi, katerih cena je zelo odvisna od, gibanj na, surovinskih trgih, predvsem energetskih, in pač na gibanje ostalih makroekonomskih kazalcev. V zadnjem času smo aktivni ne samo na emisijskih kuponih, ampak tudi na drugih delih energetskih trgov, tudi recimo na področju plemenitih kovin. Medtem ko v zadnjih 2 letih sem pa vedno več mojega časa posvečam delovanju znotraj podjetja Ngen, kjer sem tudi tretjinski lastnik. Tam pa, skušamo, fleksibilnost baterijskih hranilnikov kar čim bolje unovčiti, na trgih, kratkoročnih evropskih trgih z električno energijo. Tako da moje poslovno delovanje je še vedno neločljivo povezano s surovinskimi energetskimi trgi. Moram te vprašati za plemenite kovine, ker že vidim, da ljudje se sprašujejo. Lahko kaj več poveš? Ja, v kakšnem smislu? Kaj te Ja, ne razburja? vem, rekel si, da ja, zanima me vse, no, zdaj vidimo cena zlata, ne, pa srebra, ko sta kar precej poskočili, potem se je zaradi te krize, pač velika dinamika je tudi na tem trgu, a ne? Ja, absolutno. Kot sem že prej rekel, ne, jaz ogromno pozornosti polagam temu strateškemu razmisleku o tem, kam naš svet gre, kako se,
politična dinamika odvija, kako se globalna gospodarstva razvijajo posamezno in tudi relativno napram en drugem. Pa že praktično od tiste velike finančne krize, o kateri sva govorila malo prej, 2008, se te strukturne težave v zahodnem svetu, govorim o ZDA, Evropi, Japonski, Koreji in tako naprej, rešujejo predvsem z tiskanjem denarja in zadolževanjem. In pač nekaj časa to gre. Tukaj nam je zelo na roko šla ta neverjetna kitajska ekspanzija industrijske proizvodnje na način, ki je močno pocenila te splošne dobrine, ki jih rabimo za vsakdanje življenje, in z roko v roki z odprtimi trgi in globalizacijo je razbremenila te inflacijske pritiske, ki bi jih na drugi strani povzročala ta monetarna, fiskalna ekspanzija zahodnih gospodarstev. Ampak prej ali slej se ta protiutež se je izpela, in saj jaz vidim, pač, da prej ali slej bo prišlo in že prihaja, sploh na podlagi še teh raznih geopolitičnih pretresov, do inflacijskih pritiskov, do pritiskov pač na blaginjo prebivalstva, pa tudi na vzdržnost gospodarstva v zahodnih državah, in to se bo spet reševalo z neko monetarno ekspanzijo. Poleg tega Kitajska pač ugotovila, da to, da ona proizvaja, zato dobiva, ne vem, ali dolarje ali evre in potem nazaj te evre za te kupuje državne obveznice, da je to pač neka taka igra, ki na dolgi rok nima smisla, in se počasi umika naložbeno iz državnih obveznic teh držav, kar lahko pomeni samo dolgoročno rast vrednosti oziroma cen plemenitih kovin. Na podlagi teh razmišljanj smo v bistvu že lani znotraj Belektrona odprli tudi portfelj trgovanja z plemenitimi kovinami. In zaenkrat moram reči, da letos je to naš najbolj uspešen portfelj po ustvarjenih rezultatih. Daleč boljši od vseh ostalih, od emisijskih kuponov do ostalih energentov. Bi rekla, ja. Kolikšen procent pa predstavlja v celotnem portfelju, predstavlja plemenite kovine? Mi smo zelo dinamični, kar se tega tiče. Tako da imamo sicer zelo dobro razdelan ta princip upravljanja s tveganji, kar je pač v našem poslu nujno. Imamo svoj trgovalni sistem, ki v realnem času pač spremlja našo pozicijo, avtomatsko uvaža vse posle, ki jih sklepamo na različnih borzah, preko različnih portfeljev, preko različnih trgovalnih strategij, in potem izvaja pač analize izpostavljenosti tveganjem. Tako da imamo postavljene omejitve in na podlagi portfelja in na podlagi celotne izpostavljenosti, ki pač nas varujejo pred tem, da se ob kakšnih izrednih dogodkih ne bi pač preveč ogrozil poslovni rezultat podjetja. Naše trgovalne strategije pa še enkrat niso take, da bi rekli, zdaj pa mislimo, da bo nekaj šlo gor, pa bomo to kupili in to je to. Sploh v zadnjih, 5-6 letih smo se specializirali za te najbolj kompleksen del finančnih trgov, in sicer za trgovanje z opcijami in v določeni meri tudi s terminskimi pogodbami. In pač na podlagi tega sestavljamo precej kompleksen portfelj, tako da ti zelo težko rečem zdaj, tak procent je ta portfelj, tak procent drug, ker se to po eni strani dinamično dnevno spremenja, po drugi strani pa že tudi, če mi nič ne naredimo, nekaj ne kupimo ali pa ne prodamo, pa gre samo cena gor za par procentov, se lahko spremeni izpostavljenost v tem portfelju. Tako da je zadeva malo bolj kompleksna, ampak mi smo se pač v zadnjih letih zelo posvetili temu, specializirali. Mislim, da smo relativno dobro sofisticirani na tem področju, in zaenkrat ta pristop prinaša kar lepe rezultate.
Se pravi, vi ste dolgoročno, če prav razumem, zelo bullish, bikovsko razpoloženi na plemenite kovine. Vedno imamo pa nek, bom rekel, tako top-down pogled, a ne. Skratka, Okej. nek osnovno idejo ali pa prepričanje, kam bo na dolgi rok cena enega inštrumenta šla, ne. In ja, pač osebno sem, pač trenutno prepričan, da dolgoročno so, plemenite kovine, nekaj, v kar, sam sem pripravljen, vlagati, spet skozi neke malo kompleksnejše naložbene strategije. Moram pa tukaj jasno povedati, no, tudi, da karkoli se midva tukaj pogovarjava, ni naložbeno priporočilo, da trgi gredo, Absolutno. cene gredo gor in dol, no, in da pač tukaj so tveganja in nevarnosti, jasna. Belektron je tudi, regulirana borznoposredniška hiša, nas regulira ATVP. Kot v Sloveniji, jaz sem član uprave borznoposredniške družbe, no, in v tej luči, nič, kar rečem, ni naložbeno priporočilo. Ne, nič ni. Noben ti ne bo nič. To je pri nas že splošno znano dejstvo. Edaj mi povej, zdaj, ko govoriš o tiskanju denarja, o tem, kam gre svet, da si zelo bullish na plemenite kovine, pa te bom tako, pa še izkušnja iz leta 2008, pa te bom tako vprašala, pa trgovanje z opcijami. To me malo spominja tudi na malo na Damjana Merlaka, pa te bom tako vprašala, a kaj pa si misliš o bitcoinu? Najprej bom še eno stvar, rekel, ker se mi zdi, da je zelo pomemben dodati, ne, da, Povej. in mislim, da je to tudi ena najpomembnejših, lastnosti uspešnega investitorja. Skratka, da nisi preveč samovšečen ali pa zaljubljen v neko svojo idejo ali pa inštrument, a ne, in da si pripravljen zelo hitro spremeniti mnenje, če se okolica, stvari okoli tebe spremenijo, ne. In to je pač tudi moja, praksa pri trgovanju, pri investiranju, ne. Skratka, imam lahko eno zelo, zelo močno prepričanje ali pa idejo, ampak če se nekaj zgodi v svetu ali pa, če ugotovim, recimo, če mi informacije, ki jih pridobivam, rečejo, da okej, Boštjan, nisi imel prav, ne, tole si pa narobe predvidel, sem pripravljen zelo hitro spremeniti svoje mnenje, ne, in se temu primerno tudi investicijsko, odzvati, ne. In to mi je tekom moje, kariere že velikokrat, da rečem temu, rešilo kožo, to investitorsko kožo, a ne. In to nam je omogočilo pač, da se v teh 17 letih, obdržimo pač na zelo volatilnih finančnih trgih, sploh na področju emisijskih kuponov, kot en redkih takih, neodvisnih trgovcev, ne. Ko smo začeli leta 2009, je bilo pa skozi vsa ta leta, to je bilo na desetine podobnih zgodb, da ne rečem startupov, podjetij, kot je Belektron, ki so v tem trgu videli svojo priložnost, tudi nekaj let, bili zelo agresivni, tudi zelo prosperirali, ne, potem je prišla neka taka velika stvar ali novica ali, regulatorna sprememba ali neki tržni šok, a ne, covid, energetska kriza in tako naprej, in večina od njih, takega šoka ni preživela, ravno zaradi tega, kar sem prej rekel, ne. Skratka, možnosti ali pa sposobnosti neke hitre prepoznave spremembe nekega trenda, nekega vzorca, in da se na to tudi, pač odzoveš, ne. Zdaj pa, če se vrnem na tvoje vprašanje, kar Dej. se tiče pa kriptovalut, pa, spremljam pač glede na to, koliko denarja, se v zadnjem času, zliva v ta trg, kako je ta trg pridobil pri neki, veljavnosti. Najprej pri bolj, takih, manjših privatnih vlagateljih, v zadnjem času pa sploh v Ameriki tudi pri institucionalnih. Nikoli pa nisem dolgoročno v ta trg verjel, niti ne aktivno na njem nastopal, no, ker še vedno sem mnenja, da so pač kriptovalute, neka največja, piramidna shema v zgodovini, človeštva, sicer jih je še, ne, tudi kar precej nekih, klasičnih finančnih, trgov v zadnjem času, tako na področju valut kot delnic, a ne, bi na neki način
lahko opredelili s tem pojmom, ampak pri kriptovalutah pa res ni nič zadaj, ne. Razen želje vlagateljev, da svoje prihranke naložijo v nekaj, kar se ne da razvrednotiti s tiskanjem denarja, ne. Kar je popolnoma legitimno in gre z roko v roki s tistim mojim argumentom, ki sva ga imela prej, glede pač vlaganja v plemenite kovine, ne, ampak pri plemenitih kovinah pač imaš to kovino, ne, in pač ta kovina ima vrednost že skozi stoletja izkazan, tem, kar pri kriptovalutah pa vse, kar imaš, je upanje oziroma predvidevanje, da bo nekdo drug kasneje bil pripravljen to kriptovaluto od tebe kupiti po višji ceni, kot si bil sam, ne. In to je zame premalo, da bi pač v to vložil del svojega premoženja. Sem pa Glede na to, da sta kapo dol Slovencem, ki so v zgodnji fazi v kriptovalutah prepoznali priložnost, tako naložbeno kot z vidika izdelave neke trgovalne infrastrukture. Kakor poznam in tudi kakor slišim, je kar nekaj Slovencev na tem področju kar lepo prosperiralo, tako da samo čestitke. Damjan Merlak vidva sta koinvestorja v podjetju N-Gen. A ste se vidva mogoče kdaj pogovarjala kaj o bitcoinu, ker on je bil eden od teh early adopterjev. V bistvu je takoj prepoznal priložnost na tem trgu in naredil podjetje Bitstamp, ne, kriptomenjalnico. Ja, seveda sva se pogovarjala. A si mu tudi povedal, da razmišljaš o bitcoinu kot o ponzi shemi? V bistvu zanimiva zgodba, midva sva se spoznala, mislim, da to je bilo že ne vem, niti ne vem, koliko let nazaj, ampak takrat, ko sta onadva z Nejcem Kodričem ustanovila Bitstamp in prvo leto, ko je Bitstamp postal uspešen, mislim, da sta v okviru združenja Yes imela neko predavanje, kjer sta predstavila svojo zgodbo, no, in jaz sem bil precej navdušen takrat nad njima. Jaz sem imel takrat Belektron, ampak ni bil niti blizu tako uspešen, kot je bil takrat Bitstamp, niti bil toliko prepoznaven. Jaz vem, da sem takrat šel do njiju, pa sem rekel, kapo dol, fanta, mi bomo enkrat še sodelovali poslovno, ne. In pol se nismo potem, ne vem, nismo imeli stika mogoče 6, 7 ali pa 10 let, niti ne spomnim se točno, no, ampak potem je ta podjetniška usoda naju združila znotraj podjetja N-Gen, ne. Pač nimam pa jaz nobenih težav deliti svojih pogledov, ne, s komerkoli, tudi nobenemu nič slabega ne nočem ali pa o tem mislim. Je pa dejstvo, da sta pač in Damjan in Nejc to svojo podjetniško zgodbo zgradila ne na vlaganju ali pa trgovanju z bitcoini, ampak na izgradnji trgovalne infrastrukture. Točno to, podjetniška ideja je bila tukaj v ozadju, ki je bila najbolj profitabilna pod črto, ne. Tule ste ustvarila tiste milijone, ki ste jih potem tudi dobila od teh kupcev. A lahko mogoče poveš, zdaj si omenil tudi trgovanje z opcijami, to je tudi ena taka strategija, ki jo pogosto ubere Merlak, oziroma jo je. Jaz zdaj se z njim nisem slišala že nekaj časa, tako da ne vem, kakšno strategijo ima zdaj, če jo sploh ima. A je tudi to tule ideja za trgovanje z opcijami, ali si tudi že kot, ne vem, samostojni investitor trgoval z opcijami in drugimi izvedenimi finančnimi inštrumenti? Ne, jaz sem z opcijami začel trgovati že okoli leta 2000, če se prav spomnim, no. Takrat sem imel kot privaten vlagatelj, mislim, da sem imel trgovalni račun pri nemškem podjetju E-Trade, ne vem, če sploh še obstaja zdaj, no, takrat so na nemških borzah se začeli pojavljati ti izvedeni finančni inštrumenti. Najprej so bili neki naložbeni certifikati, potem malo kasneje pa so tudi prišle opcije, ne. In opcije recimo so matematično veliko bolj zahteven inštrument za razumeti, za predvidevati kot recimo delnice, a ne. In meni so te kompleksne stvari vedno ležale. Rad sem imel pač matematične, fizikalne, malo bolj računsko zahtevne pristope.
In v opcijah sem hitro videl nekaj, kar me zelo veseli, a ne. Ta pristop z vidika ne toliko deterministično, cena bo šla gor ali pa dol, ampak verjetnostno, ne, če se toliko pa toliko možnosti je, da se zgodi nekaj in to bo imelo tak vpliv na ceno opcij, če se zgodi v tem časovnem obdobju, tako naprej. Skratka, ta res večdimenzionalen trgovalni pristop oziroma problem, ne. Tako da že od leta 2000 sem se zelo posvečal opcijam, tudi potem, ko sem imel ta svoj naložbeni sklad in ko sem ustanovil Belektron, a ne, so bile v trgovalne odločitve ali pa naložbe tudi usmerjene v te izvedene finančne inštrumente. Ko so se pa na področju emisijskih kuponov razvilo trgovanje z opcijami, in to je bilo tam šele okoli, bi rekel, ne vem, leta 2013, 2014, 2015, a ne, smo pa se hitro priključili tudi temu vlaku, ne. Skratka, trgovanje z opcijami pomeni, bi rekel, dosti vrh te trgovalne piramide, ne. Se pravi, če je najprej spodaj neko fizično trgovanje, a ne, potem je borzno trgovanje s fizičnimi produkti, potem je borzno trgovanje na podlagi nekih standardiziranih inštrumentov ali terminskih pogodb, futuresov, a ne, in potem nad tem so pa opcije, a ne. Skratka, neki najbolj zahteven pristop k bi rekel, udejstvovanju na finančnih trgih. To je mene zanimalo in to sem potem, tega sem se lotil, ne glede na to, s katerim inštrumentom sem se v dani vlogi ali pa v danem obdobju ukvarjal. Jaz že vidim, ko bomo dobili na tisoče povpraševanj o trgovanju z opcijami. Ampak je v bistvu. Tako kot vsaka druga stvar, ne. Skratka, je obrt, zahteva znanje. Ogromno stvari je na voljo na internetu, izobraževanja, informacij, teorije. Na koncu moraš pa vse to znati tudi udejanjiti v praksi, kjer pa to postane pač neke vrste obrt, kot vse drugo. In ravno tako kot pri ostalih nekih poslovnih idejah, živimo v globaliziranem svetu, ki je izredno konkurenčen, in tukaj pač se moraš vsakodnevno boriti z udeleženci na teh trgih, finančni vlagatelji s celotnega sveta. Recimo zelo zanimiva ta pot, ne, trga emisijskih kuponov. Na začetku je bil to zelo tak nišni trg, pa so vsi se norca delali, ne, ja, trguješ z zrakom, ne, pa to, da iz tega ne bo nič, pa tako, ne. In dejansko so bili začetki taki, ne, ampak potem zelo hitro, ne vem, v roku 2, 3, 5 let, a ne, se je ta trg izredno tudi institucionalno razvil, a ne. Najprej, da je pač promet šel iz teh fizičnih bilateralnih poslov na borze, potem so borze iz fizične poravnave prešle na finančne inštrumente, na terminske pogodbe, in zelo hitro zatem se je začel razvijati tudi ta opcijski trg, ne. Smisel opcij, če to bi rad povedal, ne, in terminskih pogodb pa to, ne, pa ni zdaj to neko trgovanje samo po sebi, ne, neki trgovalni, če rečemo temu kaj, larpurlatizem, ne, ampak zavarovanje pred tveganji, ne. Opcija je v bistvu zavarovanje, pred katerim se kupec opcije lahko zavaruje ali pred rastjo ali pa pred padcem cen, ne. To je tako, kot če recimo pri zavarovalnici plačamo kasko zavarovanje, in če imamo pač prometno nesrečo, razbijemo avto, nam zavarovalnica vrne to škodo, ne. Medtem ko recimo pri trgu emisijskih kuponov ali pa pri vseh ostalih finančnih inštrumentih pa recimo nakupne, tako imenovane call opcije, pomeni, da se zavarujemo pred rastjo cene, ne. Skratka, ena ne vem, elektrarna ali pa tovarna, ki ve, da bo morala emisijske kupone kupiti čez 1 leto, a ne, z nakupom te opcije kupi zavarovanje pred rastjo te cene. Ve, da bo, tudi če bo šla cena na trgu gor, ne vem, 10, 20, 30 ali pa 100%, bo ona dobila to po neki zamejeni zgornji ceni, no. In na podlagi tega in isto, če grejo cene navzdol, no.
iz tle izhaja izhaja to osnovno povpraševanje po takšnih inštrumentih, na drugi strani so pa podjetja, kot je tudi Belektron, so vzpostavili v zadnjih letih, ki pa te opcije ponujajo, ne, da pa zavaruješ svoje tveganje izpostavljenih cen, moraš pa izvajati precej kompleksne trgovalne strategije, ki te na nek način ščitijo pred rastjo ali pa padcem cen. Se na emisijske kupone bova še prišla, ampak bi te še nekaj vprašala vezano na opcije. Spomnim se pred leti, ko je Damjan rekel na podcastu, da je za eno stavo izgubil na nafto, se mi zdi, 5 milijonov dolarjev. A si ti tudi imel kakšno tako, na osebnem portfelju, a si imel tudi kakšno tako brutalno izgubo? Na osebnem Ali pa portfelju ne. profit? Ja, na osebnem portfelju ne, na pač Belektrovnem portfelju smo pa pač v zadnjih letih, v zadnjih 10 letih, bom rekel, od tega, da smo prišli iz tazga zelo manjšega nišnega igralca, na podlagi tega, da razen enkrat v nekem manjšem obsegu nismo nikoli izplačali dobička, s to akumulacijo tega dobička skozi teh 18 let postali precej velik igralec, ne, z bilančno vsoto lastnega kapitala tam v zadnjih letih tam med 80 in 120 milijonov evrov, a ne. In to nam omogoča pač precej velik portfelj in izpostavljenost, no. Tako da v tem zadnjem obdobju dnevna nihanja v nekih proporcijah, kakor si jih omenila zdajle, tako navzgor kot navzdol, niso vsakdanje, tudi ne težimo k temu, a ne. Mi težimo k temu, da bi z relativno omejenim tveganjem zelo majhne inkrementalne pozitivne razlike ustvarjali skozi čas, ampak se pa zgodi sploh v takih razmerah, kot so zdaj, ne, ko se čez noč neka narativa podre, a ne, kar je recimo letos posledica tele iranske vojne, a ne, da so lahko tudi dnevna nihanja tako navzdol kot navzgor precej velika. V takih proporcijah, ki si prej omenila, ali pa še večjih. Večkrat si omenil upravljanje s tveganji. Kako upravljaš s tveganji v tako negotovem okolju, kot si rekel, čez noč se spreminjajo stvari? Kako ti kot profesionalni upravljalec ne hendlaš to? Kot sem prej rekel, jaz mislim, da upravljanje s tveganji, ko se profesionalno ukvarjaš z investiranjem, ključen aspekt tvojega dela, ne. Enkrat sem slišal nedolgo nazaj en dober izrek, ne, da samo paranoični preživijo, ne, v tem našem poslu, ne. Skratka, na eni strani moraš stalno razmišljati, kaj gre lahko narobe, na kakšen način gre lahko narobe in kakšna bo posledica za tvoj portfelj. In kako zamejiti v tem primeru svojo izgubo. Kot sem ti že prej povedal, imamo zelo sofisticiran sistem za upravljanje tveganj, ki smo ga sami znotraj podjetja razvili. V realnem času spremljamo izpostavljenosti in potem tudi vsakodnevno izvajamo tako imenovane stres teste, ne. Kaj se zgodi, če gre cena gor 10%, dol 10%? In takih stres testov imamo cel kup, ampak najbolj tak brutalen test za nas je, kaj se zgodi, če čez noč cena pade na nič. Oziroma druga stran, kaj se zgodi, če čez noč cena zraste za 50%. In tudi v teh skrajnih primerih mora biti naš portfelj skonstruiran na tak način, da je izguba omejena. Omejena na način, da niti približno ne ogrozi neke obstoja podjetja oziroma da ne kritično ne zareže v kapital podjetja, ne. Skratka, zelo matematično podprta v realnem času analiza, ne, zdaj pa kako se pa braniš pred temi skrajnimi scenariji, pa spet prideva nazaj na opcije, ne. Skratka, da skonstruiraš svoj portfelj na tak način, da z opcijami omejiš te katastrofalne scenarije. To nekaj stane, ampak je pa na dolgi rok, vsaj po mojem mnenju, nujno. Zanimivo. Zdaj si omenil, da ste vseeno malo, recimo temu, diverzificirali svoj portfelj in da se ne ukvarjate izključno samo s trgovanjem z emisijskimi kuponi. Zakaj ste šli v to diverzifikacijo?
Kot prvo, pač emisijski kuponi so zasnovani na način, da so vedno manjši trg, ne, vsaj lokalno gledano, ne. S tem je štartala pač Evropska unija leta 2005 s ciljem pač, da pride do razogljičenja, ne. Po trenutni zakonodaji naj bi do tega razogljičenja prišlo do leta 2050, ampak za podjetja, ki so pa v trgovalni shemi, pa do leta 2040, ne, kar pomeni, da že po trenutni zakonodaji bi evropski trg emisijskih kuponov leta 2040 prenehal delovati, ne, ali pa tam okoli, ne. Na podlagi tega smo se najprej razširili na trge z emisijskimi kuponi v drugih delih sveta, da je trenutno okoli 26 trgovalnih shem z emisijskimi kuponi širom sveta. Mi smo na nekaterih od teh tudi že vrsto let aktivni. Kot zanimivost lahko povem, da smo recimo v letih 23 pa 24 več kot polovico našega poslovnega izida ustvarjali z emisijskimi kuponi držav izven Evropske unije, ne. Tako da že to je bila prva diversifikacija. Zdaj v zadnjem času gremo pa v diversifikacijo počasi tudi v neke ostale surovine, zato pač, ker smo mnenja, da smo pač ta naš, da dosti že znamo, no, da smo se dosti naučili, in da smo sposobni in da je smiselno to naše znanje in pristope poizkusiti implementirati tudi na ostalih surovinskih trgih. Videla sem, da nekateri politiki kar precej soglasni in pravijo, da bodo ukinili trgovanje z emisijskimi kuponi. A ne, se pravi, če bi se to res zgodilo, koliko procentov predstavlja to v vašem portfelju? Evropa, koliko predstavlja v vašem portfelju? In kaj bi to pomenilo za Belektron, če se to zgodi? Ja, mislim, s tem živimo že od začetka, ne. Trg emisijskih kuponov je pač politično kreiran trg, ne. Mi smo pa podjetje, ki smo v tem trgu pač prepoznali od začetka poslovno priložnost. In sploh bi rekel v začetnih teh 2 letih, a ne, na podlagi tega je vsaj mene osebno ta premislek zelo držal nazaj pred tem, da bi se res 100-procentno vrgli v trgovanje z emisijskimi kuponi, ker sem rekel, ja, saj to lahko vsako leto pač ukinejo, ne vemo, kaj bo čez par let, tako naprej. In tudi zaradi tega je pač več kot 3 leta trajalo, da smo se res fokusirali na ta del trga. Ampak potem smo prišli pač do zaključka, da se je nesmiselno ukvarjati z nekimi dolgoročnimi napovedmi. Trg je tukaj, trg potrebuje trgovce, da pač zagotavljajo učinkovitost tega trga, in dokler je ta priložnost tukaj, pač bomo dali vse od sebe, vse svoje znanje, energijo, da bomo pač na tem področju v hudi mednarodni konkurenci kar najboljše poslovali, ne. In to se je takrat izkazalo za pravi način razmišljanja in tak način razmišljanja imamo še danes, ne. Pač prepuščamo politiko politikom, se pa pač seveda bomo kot podjetje se pa odzovemo na regulatorne spremembe, ko se te pač pokažejo. Bi pa rad še to povedal, ne, da tudi sam kot neki aktiven državljan ali pa kot nekdo, ki se smatra tudi kot energetski strokovnjak, pa mogoče z malo širšim makroekonomskim pogledom, se pogosto pač ne strinjam z mainstream politiko, tako na nacionalnem kot na evropskem področju, tudi na tem okoljskem področju, ne. Tudi kar se tega tiče, sem pač v medijih ne pogosto, ampak občasno tudi objavim to svoje razmišljanje, ne, da kakšne stvari mogoče niso optimalno zapeljane, da bi bilo, da so preveč enoznačne, da se preveč zasleduje samo en cilj in pri tem zanemarja posledice, pogosto negativne, na drugih področjih. In ta okoljevarstvena politika, ki se pol manifestira skozi emisijske kupone, pri tem ni neka izjema, ne. Ampak še enkrat, po drugi strani sem pa kot podjetnik, podjetje Belektron pa pač živi v regulatornem okviru, kot ga določa politika, in v tem regulatornem okviru pač želimo kar
najboljše poslovati. Saj verjetno si že slišal pač neke očitke, da je to da gre za špekulativno trgovanje in pa kupovanje oziroma trgovanje z odpustki. Kako to komentiraš? Jaz bi rekel, cel ta sistem trgovanja izhaja iz politične želje zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Ne. Ta pač proces se je začel s Kjotskim protokolom že v prejšnjem tisočletju in potem realiziral vsaj na ravni Evropske unije, ki je pionir na tem področju, s prvo direktivo leta 2000 in začetkom trgovanja leta 2005. Ne. Zdaj, če ti hočeš zmanjšati emisije toplogrednih plinov, imaš načeloma na voljo 3 alternative, kako to doseči. Prva je, da vsem podjetjem rečeš, zmanjšajte svoje emisije, ne vem, vsako leto za 1%. Ne. Ampak to je zelo slaba rešitev, zato ker ena podjetja lahko to naredijo zelo enostavno, ena pa z dano tehnologijo tega v danem trenutku sploh ne morejo in bi morala zapreti svojo proizvodnjo. Skratka, ta pristop je škodljiv. Ne. Potem imaš pa še 2 pristopa. Prvi je, da to narediš z obdavčenjem, ne, skratka, rečeš, zdaj bomo pa vaše emisije obdavčili. Problem tega je, da ti ne veš, kakšno davčno stopnjo moraš postaviti, da boš dosegel želeno zmanjšanje emisij. Tretja pot je pa, da uvedeš tržno rešitev. Ne. To je pa pač to, kar se je Evropska unija naredila za največja industrijska podjetja. In so rekli, mi določimo nek trajektorij zmanjševanja emisij, temu primerno vsako leto izdamo število teh emisijskih dovolilnic, del teh razdelimo industriji brezplačno, del pa prodajemo na avkcijah. Ceno bo pa določal trg. Skratka, podjetja, ki investirajo v zmanjšanje emisij, bodo imela viške, bodo lahko prodala. Podjetja, ki to ne morejo ali pa ne želijo, bodo mogla pa manjko kupovati na trgu. Ne. In na ta način v bistvu dosežeš svojo ciljno trajektorijo zmanjševanja emisij, ceno oziroma strošek tega zmanjševanja pa določi trg. Ne. Tako da Evropska unija se je odločila, da bo en del zmanjševanja emisij reševala skozi obdavčitev, se pravi, to so bila gospodinjstva, transport, gorivo, ne, skozi CO2, tako imenovano CO2 takso. Največje onesnaževalce, industrijo, energetiko, letalski, zadnje leta tudi ladijski promet bo vključila v tako imenovano trgovalno shemo. Ne. In še en pomemben razlog, zakaj so se tako odločili, zato ker Evropska komisija oziroma Evropska unija nima pristojnosti določati davčne stopnje po posameznih državah članicah. In če bi izbrali to rešitev skozi obdavčitev, so se bali, da bodo posamezne države skušale to izkoriščati kot konkurenčno prednost za svojo industrijo. Ne. Tako da zdaj, a je bil ta pristop pravilen ali ne, prepuščam poslušalcem, ampak hočem pa razložiti, zakaj so se odločili na način, kot so se. Ne. In ne, to niso odpustki, to so dovolilnice. Ne. Skratka, podjetje, ki onesnažuje, mora zato kupiti to dovolilnico na trgu, oziroma ali jo dobi brezplačno države, da to svojo enoto onesnaževanja s to dovolilnico vsako letno pokrije. Ne. Je pa zanimivo, da se je trg emisijskih kuponov, in jaz ga smatram kot neke vrste surovinski trg, ne, saj na tak način se v večji meri tudi obnaša, ne, v teh 15 letih vzpostavil kot drugi največji surovinski trg, globalno gledano. Ne. Samo z nafto se nominalno trguje več, potem pridejo pa že emisijski kuponi, globalno gledano po vseh teh shemah. Tukaj je prometa v zadnjih letih nekje med 800 in 900 ali pa 1000 milijard evrov letno. Ne. Tako da v teh 15 zelo relativno kratkem obdobju se je ta trg praktično iz nič vzpostavil kot res nek na globalnem nivoju sistemsko pomemben trg. Zdaj, če bi hotel mali človek trgovati z emisijskimi kuponi, se to da? V zadnjih letih, kot mi je znano, že posamezni internetni brokerji ponujajo dostop tudi do teh inštrumentov. Ne. Zdaj, glavni 2 borzi, s katerimi se trguje z temi evropskimi emisijskimi kuponi, sta ICE, Intercontinental Exchange,
sedežem v Londonu, no, na tej borzi se recimo trguje tudi z Brent nafto, to je mogoče poslušalcem bolj poznano. Druga je pa EX, to je pa Evropska glavna borza za električno energijo, sedežem v Leipzigu. Potem imajo pa pač ostale države, recimo ZDA, tam se trguje na CME, pa tudi na ICE, na Intercontinental Exchange in tako naprej. Tako da vsaj te večje globalne sheme, Evropska unija, ZDA ima dve shemi, ena na vzhodnji, ena na zahodnji obali. Velika Britanija, recimo, s temi inštrumenti se da trgovati preko teh internetnih posrednikov. Ni pa to nek zelo popularen inštrument, vsaj kot je meni znano zaenkrat, in s svojimi razlogi, seveda. Saj to sem glih hotela vprašati, zakaj bi sploh človek investiral v te inštrumente? Kakšni so donosi bili recimo v zadnjih letih? V nekem časovnem obdobju, če bi lahko povedal. Ja, mislim, mi kot podjetje na to sploh ne gledamo kot na nek naložbeni inštrument. Mi smo trgovec, mi smo nek most med tistimi, ki imajo preveč, in tistimi, ki imajo premalo, in ne gledamo pač na to kot nek naložbeni inštrument. Tudi mislim, da ravno z vidika svoje zasnove za to niso najbolj primerni. Predvsem zato, ker na eni strani, to je najbolj pomemben aspekt, ponudbo določa politična volja, politične odločitve, kar pomeni, da če se politika odloči drugače, lahko to pomeni zelo hitro zelo veliko spremembo cen. In to za nekega povprečnega vlagatelja, vsaj po mojem mnenju, zna biti zelo nevarno. Drugače, kar se tiče pa gibanja rasti cen, oziroma gibanja cen, smo imeli pa zelo dolgo obdobje cen, ne vem, med okoli 6, 7, 8 evrov, pa potem Evropska unija že tam okoli leta 2014, pa to so rekla, da so pa čisto prenizke cene, zato da bi res spodbudili podjetja za investicije v bolj zelene tehnologije, in so potem spet politično sprejeli ukrepe, da so zmanjšali ponudbo teh kuponov na trgu, kar je ceno pognalo tam na nivoje 80 do 100 evrov, trenutno so pa cene okoli 70 evrov na tono. In zdaj se pa pač zgodba odvija v nasprotno smer. Pač politika je ugotovila, da prihajamo v obdobje, ko pač je ta cilj zmanjševanja emisij potrebno zasledovati tudi z upoštevanjem drugih kriterijev, konkurenčnosti evropske industrije, cen za evropske porabnike in tako naprej. Tako da začenjajo se tudi pač politična in regulatorna dejanja, usmeritve, ki bodo spet povečala, vsaj pričakuje se tako, ponudbo, spet politično definirano ponudbo teh kuponov, zato so cene v zadnjem času padle. Dejstvo pa je, kot si rekla, v zadnjem času se vedno pogosteje pač pojavlja tudi ideja, da bi bilo to najboljše ukiniti, ampak to pa pomeni praktično konec evropskega boja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Tako da vprašanje, kaj bo prihodnost prinesla, bi pa rad povedal tukaj še, da cel ta političen proces določanja regulative, ki pa določa tudi ponudbo in po eni strani tudi povpraševanje po teh kuponih, pa vodi vsaj Evropska unija. Pač zakonodaja se sprejema v Bruslju, Evropska komisija, Evropski parlament, Evropski svet, kjer so vlade vseh evropskih držav, tako da ta zakonodaja se sprejema na evropskem, ne na nacionalnem nivoju. In vsaj do zdaj je bila ta zakonodaja sprejeta kar širokim konsenzom praktično vseh glavnih političnih skupin, od Evropske ljudske stranke, socialistov, liberalcev in zelenih. Te glavne pakete so precej s konsenzom, vsaj do zdaj, se okoli njih uskladili in jih tudi skozi zakonodajni postopek potreba. Ampak kaj pa, če recimo res ukinejo, kaj to pomeni za vas? Koliko procentov se vam skrči, ne vem, prihodki ali karkoli že? Dobiček, karkoli, ne vem. Kaj to pomeni za podjetje? Zelo težko reči, kot sem rekel, od leta do leta je različno.
Kot sem rekel, v letih 23-24 smo več kot polovico našega poslovnega izida ustvarjali z emisijskimi kuponi, ampak držav, ki niso članice Evropske unije. Letos je naš najbolj uspešen portfelj pozicij z plemenitimi kovinami. Mogoče bo že čez 2 meseca drugače ali pa drugo leto. No. Pač mislim, da tako kot vsako podjetje, tudi v Belektronu, pač se moramo prilagajati okolici, tem spremembam, ki se dogajajo okoli nas, ki so lahko takšne ali pa drugačne, se na to odzvati in pač poskušati v tem konkurenčnem okolju kar čim boljš poslovati in pa tudi na koncu koncev preživeti. Ne. Tako da jaz se niti s tem ne obremenjujem. Mi smo tukaj, imamo svoja znanja, v ta znanja zaupamo in smo jih izpostavili vsa ta leta, dokazali in kar bo prihodnost prinesla, na to se bomo prilagodili. Enkrat bo pa podjetje tudi pač prišlo do konca svoje življenjske poti, kot vsako podjetje na tem svetu. Ne? In ne delamo nobene drame iz tega, to je čisto normalno. Tudi, kar bo prišel čas za to, na nek način se tudi, ne vem, vsak dan smo tudi mi starejši. Si me uvrstila na lestvico mladih slovenskih uspešnih podjetnikov. To je bilo že kar nekaj časa nazaj. No. Je. Tako da nobene vprašanje zaenkrat. A ni to tvoj otrok, podjetje? Ker dostikrat, ko se pogovarjam s podjetniki, so zelo tako emocionalni do svojega podjetja. To je moj otrok, rasla sva skupaj sva doživela marsikaj. Ja, absolutno je. Absolutno je. Sem zelo ponosen na to zgodbo, ki smo jo sestavili z to majhno ekipo zelo sposobnih sodelavk in sodelavcev v teh letih. Ni pa tudi to moj edini otrok. No. V zadnjem obdobju sem zelo tudi operativno vpet v podjetje NGEN. Kot investitor sem vključen tudi v druge podjetniške zgodbe. To so posvojenčki, ne? Na nek način je teh fokusov že tako veliko, da včasih si celo mislim, da bi bilo fajn mogoče, da se kakšna zgodba tudi zaključi, no, da ne bo nič narobe s tem. Zdaj, ko govoriš o teh posvojenčkih NGEN, a lahko mogoče poveš, kako je prišlo sploh do sodelovanja z NGEN, kako ste se našli? Moja poslovna pot ali pa kariera v bistvu zaznamujejo nekako 3 področja. Ne. Eno energetika, drugo finance, tretje zeleni prehod. Ne. In NGEN združuje vse 3. Z baterijskimi hranilniki se na nek način omogoča priključitev večjih dimenzij teh obnovljivih virov v elektroenergetski sistem, in se pač z baterijskimi hranilniki balansira ta njihova negotova in zelo spremenljiva proizvodnja. Po drugi strani je baterijski hranilnik neke vrste realna opcija. Kakor je finančna opcija, ti omogoča nakup ali pa prodajo po eni ceni, medtem ko ti baterija spet omogoča hranjenje elektrike, ko jo je preveč, ko je cena nizka, in prodajo te elektrike takrat, ko je elektrike primanjkuje, je cena višja. In tudi z vidika tega monetizacijskega pristopa baterije, skratka, kako iz baterije ti ustvariš prihodek na tudi zelo sofisticiranih trgih z električno energijo v Evropski uniji, so uporabni povsem isti ali pa zelo podobni pristopi kot pri trgovanju z opcijami na finančne inštrumente. In tretji je ta finančni aspekt. Zelo zahtevno kapitalska vlaganja, optimizacije, dostop do evropskih trgov in tako naprej. Tako da z tega vidika je bil res nek tak idealen meč, ampak začetki pa niso bili, bom rekel, tako načrtni in strukturirani, kot sem ti zdaj opisal, ampak dejansko sem pač tudi tehnološki navdušenec in sem zelo na začetku rekel, da moram doma preizkusiti delovanje baterijskih hranilnikov. Pogooglal sem, našel sem ponudnika v Sloveniji, takrat praktično edinega, to je bilo podjetje NGEN. Fantje so mi prišli zmontirati baterije, to je bilo, mislim, da leta 20 ali 21.
Tesline baterije domov. Direktor, gospod Bernard, je prišel pogledat, če je vse dobro narejeno, sem ga povabil na pivo, no, in po polurnem pogovoru sva se začutila, ne, mene je zelo pritegnilo to področje, tehnološka naprednost, vizionarstvo od Romana, in sem rekel, da bi midva morala sodelovati skupaj. No, in na podlagi tega sva se pol po nekaj mesečnih pogajanjih, pa tudi z Damjanom, smo dosegli nek dogovor in sem se jaz vključil z dokapitalizacijo kot solastnik v podjetje Nagain, kjer smo zdaj trije približno enakovredni lastniki po lastniškem deležu. Sem pa zadnja 3 leta tudi operativno zelo vključen v razvoj v tem podjetju, in tudi moram reči, da v tem neizmerno uživam in mi predstavlja precej velik ne samo podjetniški, ampak tudi strokoven izziv. Tako da v zadnjih 2-3 letih v bistvu več časa preživim v pisarnah v Žirovnici, v podjetju Nagain, kot tukaj v Ljubljani v pisarnah Beletrona. No, če nič drugega, je tam vsaj prijeten zrak. Se heca, pa dobro bo. Lep razgled, manj megle, ampak Ljubljana ima svoje prednosti. Pa zelo dobra voda. Seveda sem po srcu Ljubljančan, se pa zelo rad tudi gor zapeljem. A Roman Bernard je pa šel pogledat zaradi tega, ker si bil posebna stranka, ali on tako hodil, ko inštalira hranilnike, kar tako do ljudi? Njega vprašati. No. So bili pa takrat še precej začetki delovanja Nagaina in to je dober message, ta quality management. Quality management pride. Lastnik in direktor pride pogledat, če je stranka zadovoljna. Če je vse v redu. Rekel si, da imaš še druge projekte. Kateri projekt bi še izpostavil? Videla sem, da sta z Juretom Knezom zdaj zagnala en projekt Razvojnik. Ja, Razvojnik je inštitut za blaginjo Slovenije. Sicer z Juretom sva ga zasnovala oziroma zastavila kot think tank, kot, ne vem, kaj pravo slovensko ime, mislišče sem videl. V glavnem kot nek generator idej, ki in analitične podlage, ki bo na voljo vsem političnim strankam, ki vodijo našo državo. Saj jaz sem že dolgo časa mnenja, da to, kar spremljamo, rekel sem že kar skozi daljše obdobje, ta ideološka vojna, ad hoc odločitve, spremembe iz črno na belo, so škodljive, dolgoročno škodljive za Slovenijo, manjka pa analitična podlaga, pregled dobrih praks iz tujine na različnih področjih, od davkov, pravosodja, zdravstva, šolstva in tako naprej. In cilj Razvojnika bo ravno to, priprava nekih strokovnih analitičnih podlag, primerjav, ki bodo na voljo vsem političnim strankam z željo, da to pripomore k blaginji in napredku Slovenije. Mislim, da bo uradna otvoritev po volitvah konec marca in res iskreno upam, da bom na ta način pripomogel k boljši Sloveniji. Na kratek, sreden in dolgi rok. Super. A lahko mogoče te vprašam še vezano, zdaj te moram še to vprašati, tvoj pogled na določene naložbene razrede, recimo real estate, nepremičnine. Kot veš, zelo priljubljena investicija, tako med podjetniki, med kriptaši in posamezniki Slovenci. Kako pa ti gledaš na nepremičnine? Vem, da tudi vi investirate v nepremičnine. Ja, jaz sem svoje premoženje želim razpršiti in del te razpršitve so tudi naložbe v nepremičnine. Cel ta del mojega sistema vodi moj brat Matej, ki je univerzitetni gradbeni inženir in strokovnjak na tem področju. Tako da mi smo že dosti zgodaj začeli investirati tudi v nepremičnine, je pa spet svoj naložbeni razred, s svojimi tveganji, pa tudi prednostmi. In moraš spet vedeti, kaj delati, se zadeve lotiti strokovno in vsaj z mojega vidika ta naložbeni razred zadovoljuje
te moja pričakovanja, ne. Skratka, stabilnost, neka manjša donosnost, ampak tudi manjše tveganje, a ne. Tako da kot en O del katerih mojega nepremičninah govoriva? naložbenega ja, vse, skratka, mi smo šli tako v poslovne nepremičnine, skladišče nepremičnine, turizem, hotele, vile, in spet vsak od teh podrazredov ima svoje zakonitosti, in kot take pač, sem zadovoljen, no, s temi odločitvami. Do zdaj še vse te naložbe, ki smo šli, smo z njimi zadovoljni. Zgradili smo tudi kar nekaj, bivalnih, nepremičnin, ampak za prodajo, ne smo prodali, ne. Tudi zdaj recimo razvijamo v Žirovnici nasproti NGEN-a en kompleks 18 stanovanj, s tem, da bi pač olajšali, tudi, dostopnost nepremičnin, za morebitne zaposlene, trenutne ali pa nove zaposlene v NGEN-u, no. Tako da ja, nepremičnine so, bom rekel, sigurno neki, naložbeni razred, ki, je vreden, vključitve v neki resen naložbeni portfelj. Aha, se pravi, imava zdaj nepremičnine, plemenite kovine, to govoriva o tvojem osebnem portfelju, si predstavljam, ne? Mislim, osebni portfelj, se pravim, ne, osebni portfelj, jaz večino svojega premoženja imam v svojih podjetjih, ne, tako da tudi, o tem, kar govorim o nepremičninah, se te investicije izvajajo skozi moja podjetja, ne pa kot fizična oseba. Ja, ja, ja. Ja, 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 seveda, ampak ni to del, Beletrona, ne? Kot fizična oseba, mislim, da Se sem ti ne lastnik splača in boljše, da delaš preko. samo ene parcele v Sloveniji pa enega manjšega vikenda, na Krku. To je pa to, ja. Kaj pa recimo druge, recimo naložbe, ko smo se pogovarjali z Boscarolom, je rekel, da upravlja, sam kupuje delnice, trguje z delnicami. Mislim, da je v tistem trenutku imel 70 različnih delnic v portfelju. Kako pa ti? In ni pristaš ETF-ov, se pravi kotirajočih skladov. Kako pa ti gledaš na to? Ja, jaz mislim, da pred 2 ali 3 let nazaj sem tudi zelo aktiven upravljalec svojega osebnega portfelja, ki sem ga imel. Ta je bil spet ne klasičen, ampak prilagojen, temu mojemu načinu trgovanja, ne, skratka, izvedeni finančni inštrumenti, finančni vzvod, relativne trgovalne strategije in tako naprej, no, ampak vse skupaj je ratalo zame preveč naporno, no, tako da sem pred nekaj leti, zaprl in sem pač del svojega premoženja dal v upravljanje, upravljalcem hedge skladov, zelo prepoznavnih hedge skladov, pač, iz tujine, a ne, preko neke globalne investicijske banke, ne. Tako da imam en portfelj, teh hedge skladov, kjer sem pa zasledoval predvsem, idejo, da niso korelirani z gibanjem cene delnic, na globalnih trgih, ne. Skratka, skladi, ki so bolj usmerjeni v neke makroekonomske, stave, relative value naložbe. Zakaj? Zato, ker nekako me skrbijo vrednotenja na, globalnih delniških trgih, sploh na razvitih, in mislim, da pač trgi podcenjujejo možnost, sicer majhno verjetnost, ampak verjetnost res nekih katastrofalnih, dogodkov, ne. Kar se tiče pa ETF-ov, ravno tako, recimo, ne vem, sploh ETF-ji na te na delniške indekse, recimo, ne vem, v S&P-ju, ne, največji ameriški borzni indeks, največjih 10 podjetij, predstavlja že več kot 40% vrednosti, tega indeksa, ne, posledično pol tudi ETF-a, ne. Skratka, ETF-ji so propagirani in tudi do preteklosti so bili neki zelo, cenovno ugoden način razpršitve investicij, v zadnjem času pa temu več ni tako, no. Tako da mene skrbi ti black swan, riziki in, zato sem pač ta del svojega premoženja usmeril v naložbe, ki so čim manj usmerjene, v gibanje cen delnic, če pa že, pa bolj tangirajo na azijski, trg kot na trge zahodnega sveta. Se pravi, bolj si bikovsko razpoložen na Azijo kot pa na, zahodni trg, ameriški trg.
Relativno gledano, mislim, da so vrednotenja v Aziji bolj ugodna kot na trgu ZDA. Oziroma, da so tveganja manjša. Ampak še enkrat, tudi tam um, skladi, v katere vlagam, niso skladi, ki bi vlagali v delnice, ampak vlagajo bolj v neke makroekonomske Ja, pokazatelje. Sigurno bo pa igral vloga tukaj neka dolgoročna gospodarska rast, ne, ki pa v Ameriki temelji na zelo ozkem naboru tehnologij, pa konec koncev tudi podjetij. A kakšen je pa tvoj odnos do recimo obveznic? Danes je 16. marec in danes je možen vpis recimo ljudske obveznice. Kako gledaš na obveznice in general? Ja, pri večjih portfeljih so ti pač dolžniški vrednostni papirji gotovo tudi smiseln del vsakega naložbenega portfelja. Tudi sam jih uporabljam, predvsem zakladne menice oziroma inštrumente krajše ročnosti. Tako da nimam tukaj kaj dodati. Je pa tudi stvar najprej vsakega posameznika, pa tudi situacije vsakega posameznika. Kot prvo, koliko je star, in kot drugo, kaj od svojega portfelja želi. Ne? Ali želi ohranjati vrednost, ali želi prevzemati tveganja za to, da bo ustvarjal večje donose in tako naprej. Ne? Vse na podlagi kar precej kompleksne analize in pogleda v ogledalo se potem vsak lahko odloči, ali pa mu profesionalec svetuje, kaj je za njega v dani situaciji najbolj smiselno. Ne. Je pa, Ne vem. tako bom rekel, vem, da to je delč od tega, da je bila to praksa. Ne. Včasih je fajn tudi, kdaj, sploh, ko si mlad, kaj probati, se iz tega veliko naučiti, zato tudi nekaj plačati, ampak izkušnje tudi štejejo. Ampak vsaj na podlagi več desetletnih mojih investitorskih izkušenj. No. Mislim, da ta teorija, ki se dostikrat prebere ali pa tudi prodaja, kar drži. Rekel si, eksperimentiranje, ko smo mladi, pa pač delamo napake in tako dalje. Ti si rekel, da si začel trgovati pri 15 letih. Jaz si predstavljam, da starši tukaj niso imeli prav veliko vpliva, a so imeli? Prav nobenega. Jaz sem to ker je bila ta privatizacija, pa jaz sem bil star, mislim, takrat 16 let, sem jaz za celo širšo družino določil, kam bodo vlagali svoje certifikate in tako naprej. Sem že takrat, kljub temu, da sta bila oba starša zaposlena na banki, pa sta bila diplomirana ekonomista, mislim, da sem že takrat imel največ znanja na tem področju, vsaj praktičnega. Ne. Kar se tiče pa šole, jaz sem prvi ta popolno izgubo doživel v skladih Dadasa. Ne vem, če se ti to sploh spomniš. Se spomnim, absolutno se. Še kot, mislim, da srednješolca, sem tam vlagal cel svoj portfelj, zato ker takrat je to rastel vsak dan, in to nisi mogel izgubiti. In to je bila Ponzijeva shema takrat. Nikoli ne zgleda, dokler se zadeva ne razpoči. In to je bila, takrat sem izgubil pa celoten svoj portfelj. Sicer so bile to majhne vrednosti, ampak takrat za enega srednješolca je bilo pa to life, je bilo pa to res huda izguba, da ne rečem katastrofa, in me je zelo bolela. Sem se pa od tega tudi ogromno naučil. In ta izkušnja, mislim, da me je potem velikokrat obvarovala pred večjimi trgovalnimi izgubami, da če nekaj prelepo, da bi bilo res, ponavadi ni, in da vedno moraš biti paranoičen, vedno moraš dopuščati neke negativne scenarije in naprej vedeti, kaj boš v tem primeru naredil oziroma kako še reagiral. Kako pa gledaš na slovensko borzo danes? Iskreno, mislim, da že ene 2 leti nisem aktiven vlagatelj. Prej smo imeli nekaj portfeljskih naložb tudi v slovenskih delnicah, seveda smo prodali absolutno prezgodaj, ravno pred tem, ko se je ta rast začela. Tako da mislim, da je nujno, in da imamo Slovenija kot država, da imamo inštitucijo, ki omogoča plasma na eni strani sredstev vlagateljev, na drugi strani zbiranje kapitala strani podjetij. Želim si, da bi bila ta inštitucija še veliko bolj dinamična, v smislu, da bi tudi nova, mlajša podjetja iskala sredstva za dokapitalizacijo
prek tega kanala. Je pa v zadnjih letih gotovo viden kar precejšen napredek, prihajajo tuji vlagatelji, tržna kapitalizacija se povečuje. Tako da trend je gotovo pozitiven, mislim pa, da se da še kar precej narediti. A si ti kdaj razmišljal, da bi naredil IPO z Belektronom? Za Belektron niti ne. Zakaj? Ker je, mi smo, ne vem, zdaj trenutno imamo 10 zaposlenih. A ne. In še vedno so glavni možgani podjetja tlele. A ne. In ti ne moreš IPO-vati ali pa prodati enemu tretjemu vlagatelju sebe, ne? Ker pač kaj boš pol, postal sužen ali pa nekaj takega. Ne? Z tega vidika, dokler podjetje tako neproporcionalno temelji na enem človeku, ga je praktično nemogoče prodati. Zelo takrat v začetnih letih, ko je Belektron začel rasti in ko smo bili zelo aktivni še na teh, bom rekel, bolj posredniških področjih, da smo trgovali z industrijo. Eno obdobje smo bili zelo močni pri plasmaju tako imenovanih okoljskih kreditov iz držav, kot so, ne vem, Brazilija, Južna Afrika, Ukrajina na evropski trg. Takrat se je en del svojih teh emisij dal pokriti tudi s temi krediti. V tistem obdobju smo bili dvakrat v pogajanjih, da bi v podjetje vstopila pač ena večja tuja družba, ampak nikoli nismo pač prišli do realizacije tega in sem pač zadovoljen, da je ostalo tako, kot je, ker smo na ta način lahko bolj rastli. Tako da podjetje Belektron mislim, da bo kar ostalo 100% v moji lasti, ko bo prišel čas za to, ko bomo pa dali lepo zasluženo v počitku in to bo to. Se pravi, prodaja tudi pol odpade, ker sam sebe ne moreš prodati. Ne? Ker mislim, ko bom jaz šel v podjetje, želim iti pač na morje, ne pa da bom potem v pisarni delal in odgovarjal nekemu drugemu lastniku. Zdaj tako lepo v podjetju NGEN pa smo 3 lastniki, trenutno smo tudi sredi zelo intenzivnega investicijskega cikla. Mi smo letos pred enim mesecem štartali prvo večjo baterijo na Poljskem, isto na Hrvaškem, v sodelovanju z tujim partnerjem. V Sloveniji v 2 mesecih online pride 80-megavatna baterija, kjer bomo potrojili v bistvu naše kapacitete. Zakopali smo lopate v Avstriji, spet z 80-megavatno baterijo. Skratka, tukaj pa seveda smo pa stalno v tej dinamiki tudi zagotavljanja potrebnih sredstev, lastniškega in dolžniškega kapitala. To je pa veliko bolj dinamično okolje in tudi prihodnost. Medtem ko Belektron je pa bolj za detke. Je detke. Ampak pol NG dejansko ima potencial, da bi šel delati IPO, si predstavljam. Ja, mi smo tudi že javno smo pač povedali, da je to ena izmed možnosti, ki jih vidimo v neki srednji prihodnosti. Seveda, vse pa temelji na tem, kako bomo uspešni. Z to našo strategijo smo res v fazi izjemne rasti, ker sem jaz pač se pridružil podjetju leta 2022. Je bilo približno 20 sodelavcev, zdaj nas je že čez 200. Baterijske hranilnike imamo trenutno v 4 evropskih državah. V enem letu ali pa v 2 letih se želimo, da bi bilo v 8. In res smo se zavezali temu scale-upu in če nam to uspe, mislim, da bomo postali zanimivi tudi na kapitalskih trgih. Ampak ne v Sloveniji, se predstavljam, na Ljubljanski borzi. Mi smo člani, Slovenija je članica Evropske unije, ne samo to, cel svet je globaliziran, povezan prek interneta. Slovenija je majhen trg. Mi smo ponosni, jaz sem ponosen, da so moje podjetje pač registrirano v Sloveniji, tukaj poslujemo, tukaj plačujemo davke, ampak naš trg je pa Evropa in cel svet. Prej si že omenil neki morje, ko boš pokopal Belektron, boš šel na morje. Kako gledaš na FIRE, Financial Independence Retire Early? Ker tehnično gledano ti bi šel lahko v penzijo, ne bramo nič več delati. Jaz sem že šel,
Mislim, jaz sem skozi govoril, jaz sem bom upokojil, mislim, sem rekel do 35 do 40, saj ne vem. Dejansko sem se dvakrat je že upokojil, sem rekel, zdaj pa ne bom več trgoval. In to ponovadi pride po obdobjih res hude preobremenitve, a ne, ko enostavno ne moreš več reči, saj mi ni več treba. Ne. Jaz sem se že dvakrat upokojil in prve 3 mesece je super, rečeš, to je pa nekaj najboljša odločitev. Ne. Potem naslednje 3 mesece ti začenja postajati malo dolgčas in razmišljaš, kaj so, pa malo spremljaš, pa malo gledaš okoli sebe, kaj so kakšne zanimive stvari, ki bi se jih dal početi. In zdržiš pol 6 mesecev. Po 6 mesecih, zdaj bom pa nekaj tako, bom malo začel, nekaj za zraven, ne, ampak po enem mesecu te pa potegne in si spet nazaj noter. No. Tako da, ne vem, vsaj pri meni je tako, da je delo na nek način tudi eden izmed smislov življenja. Ne, uživam v tem, da pač, ko problem prepoznam, ga hočem rešiti, stvari hočem urediti, sem tudi malo perfekcionist po duši. In dopust je super, tudi daljši dopust je super, ampak potem, ko si pa znova napolniš baterije, pa rabiš neke nove izzive. No. V tem uživam in če v svojem delu uživaš, pa se tudi ta meja med delom, prostim časom kar nekako zapriše. No. In to postane nek del tvojega lifestyla. Slišala sem, da si zelo zahteven investitor in zelo izbirčen investitor. A si zelo zahteven investitor? Ja, absolutno. Mislim, da to mora biti pa vsak. Ne. Če hočeš biti uspešen, moraš biti zelo sposoben, zelo globoko iti pogledati, da oceniš, ali pač določena investicija pije vodo, oziroma ali to razmerje med tveganjem in pričakovanim donosom ustreza nekim tvojim pričakovanjem. Ne. Pa kljub temu imam tudi za sabo kar dosti, bom rekel, ne bom rekel polomov, no, ampak stvari, ki se pač ne izidejo tako, kakor si jih zamislil. Ne. Je pa pač, kakor v vseh stvareh v življenju, se je treba vsak dan, korak za korakom učiti. In neuspehi so del življenja. Iz neuspehov pobiraš znanje, izkušnje, uspehov se pa veseliš in ti nekako pomenijo, ti dajo neko zadoščenje, da si pač v tem, kar delaš, uspešen. Zdaj, glede na to, da si se dvakrat upokojil, pa nisi dolg časa zdržal v penziji, a mi lahko poveš, recimo predstavlja se, da te ful ženejo izzivi reševanja problemov, kot si rekel, a ne? Ja. Kaj pa recimo ta luxury lifestyle, se pravi, ne vem, hitri avtomobili, nepremičnine luksuzne, to, kar pač vidimo, da nekateri so pred časom pač na Instagramu objavljali, recimo Damjan Mrlak, jahte, bejbe. Dobro, pozabi bejbe, ampak tako, ta luxury lifestyle. Mene to nikoli me ni to privlačilo. No. Jaz drugač pa zelo težko je sebe opisovati na tak način. Mislim, da sem tak skromen človek, no, iz materialnega vidika. Nikoli nisem imel neke potrebe po nekem luksuzu, še manj pa po razkazovanju tega luksuza. Veliko večje zadoščenje mi je res, kot si rekla, da vidim nek problem, ne, ali pa neko prepreko, ne, ko vsi mislijo, da je pač nepremagljiva, in rečem, jaz se bom pa tega lotil. Ko je bila ustanovitev, ko sem ustanovil Belektron, sem rekel, jaz bi pa rad kot elektroinženir, popolnoma neznan v finančnih krogih v Sloveniji, kaj šele širše, ustvaril enega globalnega playerja na finančnem področju. Skratka, nekaj ste slišali popolnoma neuresničljivo. In skozi vsa ta leta sem to svojo vlogo, v tej vlogi outsiderja, ki ga vsi podcenjujejo, pa ki se norca delajo, pa se v tej vlogi neizmerno užival. Ne. In to je bilo meni zadovoljstvo. Ne. Da tak problem, ki se zdi na prvi pogled nerešljiv, da sem ga sposoben razrešiti. In to na način, da sem ponosen nase, da sem upošteval vse svoje etične standarde, da nisem nobenega nategnil, da sem
pošten do ljudi, da izpolnjujem svoje zaveze, da ne pisno ali pa ustno in tako naprej. No, in to je tisto, kar meni, kar seveda, poleg očitnih stvari, kot so prosti čas, prijatelji, družina, seveda, tisto, kar mi pripelje nasmešek na obraz zvečer, ko grem spat. Ne pa to, kakšen avto imam, ali pa ne vem, ure, ki jih sploh ne nosim. Ampak to je moje osebno. To je moje osebno pač prepričanje, moj način življenja. Vsak podjetnik, vsak, ki je pač uspešen v svojem poklicu, vsak, ki je obogatel, ima popolno pravico, da sam odloča o tem, kako bo svoj prislužen denar zapravil in kako bo to manifestirano zven. Jaz ne želim nobenega soditi, vsakmu privoščam, ampak jaz pa živim po pač nekih svojih načelih, ki so take, ki so. In jih tudi ne mislim zdaj spreminjati. Ampak to je nekako mogoče prepričanje tako Slovencev, a ne? Pa če gremo kupiti en dober avto in pokazati, koliko premoženja imamo. Zato sem te to vprašala. Ker to pač se nam dogaja, ne? Daj ne bom tle preveč se delo, se nekako povzdigoval ne vem kam. Edinkrat, ko sem izplačal dividendo iz Belektrona, mislim, da je bilo to tam okoli leta 2012, sem izplačal sem 1 milijon evrov, po davkih je bilo to 750 tisoč evrov. In ta denar sem porabil za to, da sem zgradil družinsko hišo, ki je lepa, še zdaj pač živimo v njej, in da sem si kupil malo boljši avto. Wow. To je bilo edinkrat, ampak nisem pa to zdaj šel objavljati ali pa šel potem, ne vem. A si na Instagramu? Ne, A si na Instagramu? Nisem akaunta na nobenem od socialnih omrežij, nikoli nisem imel, razen na Twitterju pa imam, ampak samo zato, v bistvu, da spremljam novice. Drugače pa nisem nikoli objavljal tako, ali pa, da bi dokumentiral moj način življenja ali pa poslovne uspehe ali pa tako. Niti na LinkedInu nimam, no. Tako da Aha. ne pogrešam. A te lahko vprašam, to je za ne pogrešaš. Jaz se to tudi zna biti kar malo izguba časa, ker se lahko kar malo zaciklaš v tole scrollanje in gre čas brez veze. Čas je pa najbolj dragocena stvar, ki jo imaš. Moram reči, da že sam s Twitterjem, pa ki nič ne objavljam, da imam zadnje čase zelo velike probleme, ker te potegne noter, in tudi toliko stvari se dogaja v svetu in hočeš biti za vse na tekočem. No, in prav sem si dal za leto, pravno za obljubo, da bom zmanjšal moj screen time, ker res postaja preveč. In se mi res smilijo mlade generacije, ki so bombardirane s tem, pa kam so mogoče malo manj sposobne neke racionalne obrambe pred temi napadi dopamina, kot smo mi, kako sploh živeti v tem svetu. No. Tako da imamo tle kot družba, mislim, da kar precej izzivov. No. A ti imaš dejansko? Jaz sem presenečena sem, da imaš novoletne zaobljube. A to je bilo samo tako? In ne vem, se mi zdi, ne vem, ne. Jaz sam živim življenje in to je to. Jaz načeloma Cilj se sproti postavi. Pravim, ker je bila ker nanesla beseda na ta socialna omrežja, ne tako, pravim, da že samo s Twitterjem, samo z branjem novic imam kar težave, kako to omejiti in filtrirati. Da ne zavzame preveč časa, pa preveč nekih miselnih kapacitet. Samo še eno vprašanje, pa res te spustim. Kako pa prenašaš to finančno znanje na svoje otroke, ki finančno opismenjuješ? Ker to je tudi pomembno, da smo starši zgled svojim otrokom, ne? Ti si verjeten zgled, si predstavljam, saj otroci ne hodijo, a ne se vejo, kaj se dogaja. Ne vem, predvsem skušam vcepiti to miselnost, da ti v življenju ni nič podarjeno, da se je za vsako stvar treba potruditi, in da tudi, če se potrudiš, pač ni to nek garant nekega uspeha. Da je treba probavati, včasih pač tudi se soočati z neuspehi, uspehi pa prinesejo pač tudi nek finančni učinek, ki ga znaš potem veliko bolj ceniti, kot če ti je
vse podarjeno. No, tako da to bi rekel, da je neko glavno sporočilo, ki ga vsaj jaz zasledujem in mislim, da pač v neki moji situaciji še to bolj pomembno, ne. Pa da je treba biti v življenju pač skromen, ne jemati stvari, da ti pripadajo, da so samoumevne in da se je treba znati potruditi, ne. Poleg tega pa tudi ta intelektualna zahtevnost do vseh odločitev v življenju, ne. Tudi denarnih, poslovnih, investicijskih. Ne, skratka, A pa kakšno na ničesar se lotiti na glavo, ne, zato ker smo nahajpani ali ker nas je nekdo navdušil, ne, ampak dobro raziskati, premisliti, se podučiti in potem sprejeti neko tehtno odločitev. A pa tvoji otroci že investirajo? Ne vem, koliko imaš stare otroke, a že kakšen kaže interes za investiranje, za ta svet, ali je to še bolj tako, ne? In prepuščam, Zadeve so mogoče. sami odločijo, kako želijo, pač, kam se usmeriti. Mislijo pač, ko v tistem Jaz sem obdobju- mojemu kar rekla. Kako razmišljajo o svoji prihodnosti, in pač tukaj mi stojimo ob strani za nasveti, odločitev bo pa še bila njihova. Jaz sem mojemu kar rekla, da nima izbire, da mora investirati in je to. No, jaz tega ne rečem, ampak če pa vidim interes v to smer, sem pa pač vesel in nudim maksimalno podporo, ki jo da. Saj imaš tudi veliko znanja, tako da lahko daš to podporo. Boštjan, najlepša hvala za super debato, tole je bilo odlično. Hvala lepa za povabilo. Želim ti veliko uspehov še naprej. Sem majčkeno še počakaj. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.